No, pred sabo imamo inštalacijo skupine, ki prihaja iz Ekaterinenburga. To so trije umetniki, ruski, ki so zapustili Rusijo takoj, ko je Rusija napadla Ukrajino in so šli v izgnanstvo. In po nekem zelo zanimivem naključju smo se srečali in zdaj oni že drugo leto ustvarjajo kot stalni rezidenti pri nas na Zavodu Kersnikova v Ljubljani. Ta inštalacija je bila predstavljena tudi lani na festivalu Ars Electronica in še na nekaterih drugih situacijah. In pri vsaki postavitvi doživi en določen upgrade, nek določen napredek, kjer se izboljšajo funkcionalnosti vsakega posameznega koraka. Tukaj imamo neko situacijo teh 4 robotiziranih vozičkov, ki med sabo komunicirajo. Zdaj pa, kako oni komunicirajo? Vsak od teh vozičkov ima v svojem središču en majhen bazenček z kerozinom, ki je gorivo za letala. V tem bazenčku s kerozinom pa živi ena ekstremofilna gliva, ki ji paše, da živi v tem hostilnem okolju. Ta gliva je prišla na radar ljudi šele s tem, ko so v avioindustriji začeli ugotavljati, da imajo letala problem z tokom goriva in so ugotovili, da usedline te bakterije mašijo cevi. In od takrat dalje kerozin že opremijo z nekim fungicidom, ki onemogoča, da ta bakterija tam lahko vztraja. No, ti umetniki so vseeno izhajajoč iz tega fenomena dobili to bakterijo, jo naselili v kerozin in ta kerozin zaradi te bakterije spremeni vonj. Ti robotki pa imajo senzor za zaznavanje molekul in sprememb in se med sabo tako rekoč vohajo. Se pravi, če je več kerozina, pomeni, da je več glive v njemu in da je tudi bolj intenziven vonj in to ti senzori na teh robotkih zaznavajo. In zdaj se med temi roboti se vzpostavi neka dramaturgija, ki ni programirana vnaprej, ampak se sama sproti računa. In računa se na podlagi vhodnega podatka, ki prihaja natančno iz tega vonja. In sicer imajo ti roboti 4 različna stanja. Eno stanje je, kjer ima robotek v bazenčku dovolj tega kerozina in je v nekem ravnovesju, kar pomeni, da je inerten, da miruje. Potem eno stanje je, da ima kerozina preveč in išče drugega robotka preko senzorjev, preko sonarjev in preko vonja, da bi lahko ta kerozin daroval. Potem tretje stanje je, da nekomu primanjkuje tega kerozina in lovi robota, ki ima dovolj kerozina, zato da bi mu ga vzel. In četrto stanje, kjer ima tisti robot, ki ima dovolj kerozina, beži pred drugimi roboti, ki mu hočejo ta kerozin vzeti. In zdaj, če pogledamo, recimo, da se ta docking, da se ta situacija, kjer se roboti poiščejo in kjer se zgodi ta prenos goriva, bodisi da ga v znak altruizma daje ali pa v znak potrebe jemlje, se zgodi približno enkrat, če imamo srečo, do 2-krat na uro. Se pravi, da je to ena dinamika teh strojev, ki poteka zelo počasi in za katero smo povabljeni kot obiskovalci, da jo opazujemo dlje časa, da spremljamo to komedijo zmešnjav in to, ko se poskušajo uloviti, pa se ne morejo, eni se zmikajo, eni zasledujejo in potem, ko se zgodi ta
ta spoj, ne, doživimo neko pravo olajšanje, ker se potem zgodi ta prenos, ki je enkrat tak, enkrat drugačen, in če je kerozina pri tistemu, ki dobi novo porcijo, dovolj, se pravi, če ga je ravno dovolj, če ga ni še vedno premalo ali pa ga če ni preveč, to ta robotek proslavi s tem, da vžge plamenček, ta plamenček segreje eno tako komoro, ki proizvaja potem energijo, s katero se napajajo senzorji, se pravi, da gre za neko vzvratno zanko, kjer se tudi ta plamen uporabi za premikanje teh robotov, ki se sicer premikajo s pomočjo baterij. To je bil tak tehnični opis in dramaturški opis. Gre pa v resnici za nek zelo zanimiv in poetičen narativ situacije, ki jo živimo danes v Evropi, ker je ta energetska kriza, ki je nastala s to vojno v Ukrajini in kjer smo kar naenkrat v Evropi ugotovili, kako zelo odvisni smo od teh centrov, kjer se črpa nafta in plin, in kako pravzaprav po eni strani imamo zelo jasna politična sporočila, na drugi strani pa se trguje s temi energenti, glede na to, koliko so finančno strani zainteresirane. In tukaj gre za en tak nem komentar te situacije, v resnici tega prerivanja, lovljenja, bežanja in izmenjevanja tega vira življenja, do katerega, se pravi, do teh izmišljanj, te dramaturgije, do katere vsak obiskovalec pa zavzame svoje stališče.